pozdravljeni in dobrodošli na današnji prvi novinarski konferenci v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče. Projekt je del oziroma druga faza obsežnejšega projekta Celovito urejanje porečja Dravinje, ki predstavlja rešitev problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju porečja Dravinje. Danes sta z nami župana obeh ključnih občin, gospod Miran Gorinšek iz občine Slovenske Konjice in gospod Boris Podvršnik iz občine Zreče, ki bosta v nadaljevanju predstavila podrobnosti investicij. Namen projekta je izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih voda na območju občin Slovenske Konjice in Zreče, kar bi pripomoglo k zagotavljanju dodatne kapacitete za čiščenje odpadne vode ter možnost vključitve novih uporabnikov na javni kanalizacijski sistem. Investicija pa bo obenem tudi pripomogla k zmanjšanju onesnaženih vodotokov in posledično k izboljšanju kakovosti površinske vode ter zmanjšanju onesnaženosti podzemnih vod. Operacijo odvajanja in čiščenja odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče delno financira Evropska unija in sicer iz kohezijskega sklada. Operacija pa se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 do 2014, razvojne prioritete, varstvo okolja področje voda ter prednostne usmeritve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Sedaj pa kar predajam najprej besedo gospodu Miranu Gorinšku, ki bo v okviru v imenu občine Slovenske Konjice povedal več o projektu. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na tej prvi novinarski konferenci. Moram priznati, da mi je všeč ta način, da skupaj posredujemo na istem mestu informacije, kajti mediji, novinarji jih običajno ste prisiljeni cukati za rokav vsakega posameznika in potem se šele na osnovi tako zbranih informacij sestavljati sliko. In jaz upam, da bomo danes v tele eni urci uspeli odgovoriti na vsa vprašanja, ki vas zanimajo. Nekako dejstvo je, da so recimo mesto Slovenske Konjice eno od redkih mest, ki takšnega ranga, ki še nimajo čistilne naprave za odpadno vodo. In nekako smo tudi imeli predstavo, da je vzhodna Evropa daleč za nami, ampak vam povem, da ko smo hodili recimo na Slovaškem, tam so v fazi oziroma so že obnovili staro čistilno napravo zaradi dotrajanosti in zaradi zamenjave tehnologije. Toliko časa je že imajo, se pravi 25-30 let je na primerljivem mestu z našim že obratovala čistilna naprava, mi pa še nismo uspeli niti prve postaviti, kaj šele, da bi imeli kaj za obnavljati. Čisto na kratko, glede samega projekta, veste, da je v sklop na Konjiški občini je predvidena izgradnja oziroma se že gradi čistilna naprava v velikosti 14.500 populacijskih enot, to je na Prežigalu v neposrednji bližini centra za ravnanje z odpadki. V sklop tega pa je potrebno zgraditi malo manj kot 10 km novih povezovalnih cevovodov in tudi nad njih 4 zadrževalne oziroma prelivne bazene, pomeni za razbremenjevanje v primeru povečanih meteornih vod, vključno z seveda črpališči. In ta vrednost, neto vrednost projekta je 7,5 milijona evrov. Od tega pade na samo izgradnjo kanalizacije nekaj več kot 3 milijone, približno malo manj kot 4,5 milijone pa gre za izgradnjo same čistilne naprave. V letošnjem letu znaša predvidena realizacija približno 3 milijone evrov in skupaj mi smo se lotili izvajanja projekta skupaj z 3 podjetji, se pravi na javnem razpisu smo imeli v bistvu eno ponudbo z 3 partnerji. Nosilec posla je Hidroinženiring Ljubljana, ki nastopa skupaj s partnerjem Radok in pa podizvajalcem splošno gradbeno podjetje Pomgrad Murska Sobota. Njihova razdelitev je približno v grobem takšna, da Radok izvaja izgradnjo cevovodov, Pomgrad sam objekt čistilne naprave,
medtem ko kot vodilni partner tega projekta pa nastopa Hidroinženiring, ki je odgovoren za projektno dokumentacijo in pa kompletno tehnologijo, od strojno-tehnološke do elektrodel in pa tudi kasneje za poskusno obratovanje same čistilne naprave. Na tem mestu, preden smo se lotili gradnje, moram povedati dejstvo, da smo imeli kar dolgotrajno borbo, kajti od dneva odobritve sredstev kohezije pa do pridobitve sofinancerske pogodbe je trajalo 15 mesecev. 15 mesecev prelaganja ene pogodbe iz predala v predal po pisarnah državne birokracije je očitno, več kot očitno predolga doba. Ampak, ko sem to na enem določenem mestu izpostavil, so me potolažili, da nismo rekorderji, da je najdaljša zabeležena doba za enak posel nekaj več kot 1100 dni. Zdaj si pa predstavljate, zakaj Slovenija ne uspe počrpati večjega deleža že odobrenih evropskih sredstev. No, mi smo na samem projektu začeli delati tako, da smo v decembru 2011 že pričeli s pridobivanjem gradbenega dovoljenja in do junija 2012 smo imeli vso dokumentacijo pripravljeno za samo čistilno in tudi za prvi sklop kanalizacije. In z deli smo fizično začeli junija letos na kanalizaciji, koncu avgusta pa še tudi na sami čistilni napravi. Tako da smo do današnjega dne končali desnobrežni kanal čez Škavce in pa Gabrovlje v dolžini nekaj manj kot 1500 metrov, približno 1450. Končujejo se dela na drugem kraku v smeri Zgornje Pristave in Polen. Tudi tu gre za dolžino 2450 metrov, tako da je kar znaten del je že zgrajen. V tem trenutku pa potekajo dela na tako imenovanem levobrežnem kanalu, to je na območju Mlinske in pa Rimske ceste v samih Slovenskih Konjicah. V prvih 9 mesecih leta 2014 je predvideno, da se tudi dela na kanalizaciji zaključijo. Prav tako pa seveda velja za čistilno napravo skupaj z vgrajeno opremo, da bomo kakšen mesec, dva pred rokom, rok je namreč konec leta 2013, lahko pričeli že z poskusnim obratovanjem. Trenutno stanje na izgradnji same čistilne naprave je takšno, da se je najprej pričelo z izgradnjo največjega objekta, to je biološki bazen. Gre za znatne dimenzije, 30x36 metrov in pa višine 6,5 metrov, za kar je izvajalec moral izkopati približno 3500 kubičnih metrov zemljine. Tisti, ki ne veste točno lokacije, kje to je, se iz oddalec se vidi po enem gradbenem žerjavu sredi doline, od Konjic v smeri vzhoda, in dejansko je ta objekt, gradbeni objekt oziroma gradbišče, kar impozantna zadeva. Gre za en sklop, ki obsega 85x56 metrov ograjene površine in celotna ta površina se bo potrebno dvigniti nivo po končani izgradnji, zaradi tega, ker je pač neposredna bližina reke Dravinje in je treba zagotoviti tudi, da ne bi vse skupaj od teh bazenov do črpalk in vsega, da ne bi kdaj zaplavalo. Se pravi, nivo se bo dvignil nad sedanjim terenom od 1,5 metra pa tudi do 3 metre, tako da bo tudi oddaleč ta objekt viden. Mogoče še samo stavek, ker nisem kemik, o sami tehnologiji. Tehnologija čistilne naprave je predvidena, da gre za trostopenjske čiščenje, s tem dosegamo te okoljske zahteve.
Seveda to prvo stopnje gre za ločevanje, mehansko odstranjevanje snovi, maščob in pa peska. Druga stopnja gre za biološko čiščenje organskega dela in pa potem na koncu pa gre za razgradnjo onesnaženja vode oziroma delcev, ki onesnažuje vodo v tako imenovanih sekvenčnih bioloških reaktorjih ali SBR tehnologijo, tako večkrat slišimo. Jaz pričakujem, glede na to, da smo kar resno pristopili tako strani vseh treh izvajalcev, kot tudi strani vseh strokovnih služb, ki delajo na tem projektu, da bomo resnično ujeli te roke in da bomo v leto 2014 stopili za bistveno čistejšo reko Dravinjo in s tem veliko pripomogli k temu, da bo naše okolje prijazno, zdravo za življenje. Sedaj pa vabim še gospoda Podvršnika, da nam v imenu občine Zreče predstavi vsebino investicije. Hvala, lep pozdrav, najprej pozdrav vsem tukaj zbranim v dvorani, kolegu županu, našemu častnemu občanu, je tudi tukaj gospod Štefan Nemaš, imamo tudi enega svetnika, Domen, predsednica nadzornega odbora, seveda imamo predstavnike izvajalcev nadzora, predstavnike medijev in pa seveda tudi predstavnike medobčinske oziroma občinske uprave. Tako da prijazen pozdrav na tej novinarski konferenci tudi v našem in pa mojem imenu. No, jaz sem pravzaprav vesel, da lahko pokažemo neke prve rezultate, torej Konjičani in Zrečani v sklopu enega večjega projekta, to je projekt urejamo porečje Dravinje, ki ima 4 sklope, torej prvi sklop odvajanje in čiščenje, drugi je oskrba s pitno vodo, tretja so odpadki oziroma cera drugega reda Slovenska Bistrica in četrti sklop je urejanje porečje v ožjem smislu. No, danes smo pri prvem sklopu, to je odvajanje in čiščenje. Gre pravzaprav za drugo fazo tega podsklopa. Prvo fazo je predstavljala tako rekoč Slovenska Bistrica, svojo čistilno napravo, drugo fazo pod nek podsklop ali podsistem pa predstavlja pravzaprav projekt v Konjicah in pa v Zrečah. Seveda so še v tem sklopu, torej v tem projektu oskrbe oziroma urejanje porečja Dravinje aktualni projekt CERO 2 Slovenska Bistrica in pa deloma še porečje Dravinje urejanje v ožjem smislu. No, od 13 občin smo nekako, vsaj jaz jih preštel, ostale 7 občin pravzaprav in vse občine pač smo dosegli neke pomembne rezultate. Pričakujemo še tudi, da poleg Poljčan in Makol, ki pač poskušajo na podsklopu oskrbe s pitno vodo, tudi mi, 4 občine, torej Oplotnica, Konjice, Zreče in pa Vitanje z, bom rekli, oskrbo magistralno s pitno vodo. Tam smo, torej ne bom rekel, da kasnimo, ampak malo pravzaprav zamujamo, ampak seveda Miran je že poudaril, mi smo začeli s tem generalnim projektom leta 2005, torej po nekih 7 letih ali pa 6 letih so se pokazali neki prvi otipljivi rezultati. No, ne glede na to časovno distanco smo midva verjetno kot župana danes zadovoljna. Sprva smo bila malce bolj skeptična, danes smo, vsaj kar se tega projekta, ki ga danes predstavljamo, malce manj, tako da upamo tudi, da bomo uspeli s tem magistralno oskrbo s pitno vodo v doglednem času, če že ne v tej perspektivi, pa v naslednji finančni perspektivi, pač projekt udejanjiti. Kar se tiče seveda zdaj samega tega našega projekta v ožjem smislu tukaj v Zrečah, moram najprej povedati, da smo mi zdaj v preteklih letih, 5-6, vršili predpripravo za ta projekt. Izvedli smo 4 pravzaprav strukturne projekte kanalizacij, tako da v bistvu lahko zdaj začnemo s finalom, torej s primarnim kolektorjem, ki bo povezal vse te 4 strukturne projekte kanalizacij.
in pa s čistilno napravo, seveda, ki bo te zadeve pač očistila. No, v ožjem smislu, namen, cilj projekta, pravzaprav to je Miran že vse povedal. Jaz bi rekel, da je to en pomemben prispevek v tej paradigmi, da se premaknemo od neke stroge antropocentričnega položaja, kjer je bil v spredju človek, k neki biocentrični paradigmi, torej k prijaznemu obravnavanju naše narave. Tako da verjamem, da bo teh naših tudi 8000 populacijskih enot v Zrečah pomembno prispevalo k urejanju celotnega porečja Dravinje in nekak vrnitvi ali pa poskusu vrnitve k prvotnim habitatom tudi iz rastlinske in pa živalske vrste, ki tukaj z nami sobivajo. Lokacijo in pa traso projekta verjetno poznate, torej na eni strani gre za lociranost na naši novi coni, kot mi pravimo, tukaj v Zrečah, torej neposredno ob bližini objektov GKN, Atras in pa našega programa strojegrada delniške družbe Unior. Projektno dokumentacijo oziroma kot najugodnejši na razpisu so se pač izbrali podjetje DK, Protim se soizvajalci, nadzor izvaja torej podjetje Konstrukta d.o.o., medtem ko pa sam kolektor primarni pa izvaja podjetje Žeplan d.o.o., ker gre za približno 4500 ali 4600 metrov tega primarnega kolektorja. Torej sam projekt bo trajal predvidoma do konca leta 2014. Tole, vidite, je pravzaprav z rdečim označeno tale primarni kolektor, to je pravzaprav kanalizacija, ki nam je še ostala za dograditi po teh vseh sklopih kanalizacij in pa lokacija čistilne naprave tukaj na jugu te naše nove cone industrijske. Poleg, naj poudarim, da poleg te fekalne kanalizacije in primarnega kolektorja bomo celovito obnovili še vodovod v Zrečah, javno razsvetljavo, postorili bomo vse potrebno za odprto širokopasovno omrežje in dogradili bomo del pločnika ob Kovaški cesti, seveda pa je zato bilo potrebno v teh 6-7 letih pridobiti od investicijske in pa druge dokumentacije, torej še nakup zemljišča, sprememba OPPN-ja, no in seveda vloga in tako naprej za kohezijska sredstva. Tole je mogoče struktura tega primarnega kolektorja, sama dela, vidite, koliko znaša, skoraj 1 100 000 evrov. Pravzaprav glavni delež predstavljajo tukaj zemeljska dela, skoraj 60%, kanalizacija predstavlja 30%, vse ostalo pa so manjše vrednosti, torej določenih del. No, tole je ta lokacija same čistilne naprave, vidite, kako je umeščena v prostor, torej južno od objektov GKN in pa strojegradnje. Kot rečeno, 8500 populacijskih enot, tole so seveda metode oziroma faze čiščenja, podobno kot je seveda že razložil Miran. Sam ta drugi podsklop znaša, torej vredno znaša okrog 2 500 000 evrov. Tu je malce drugače, tu 83% pravzaprav predstavlja vrednosti objekti, gradbeno-obrtniška dela. Na drugem mestu je pa seveda Sojskopje oziroma gradbena jama. Tu je še druga struktura del, recimo tudi elektroinstalacije za okrog 10%. Bistven element so tudi strojne instalacije, torej vidite strukturo od črpališča, zalogovnika maščob in tako naprej do upravne stavbe tudi. Mogoče, če se ustavimo pri viri financiranja, to je zelo pomembno.
Mi smo kar precej pravzaprav že v preteklem času vložili v ta projekt, tako da pravzaprav zdaj nam ostaja manj sredstva, ampak še vedno pravzaprav, ko te vrednosti se štejete, je delež občine kar velik, ne. Recimo pri skupaj 4,5 milijone bo vložek občine na koncu 1,600,000 evrov, medtem ko bo vložek pač, bom rekli, država in Evropske unije nekaj manj kot 3 milijone evrov, ampak seveda mi smo ponosni skupaj s Konjicami, da smo ta evropska in pa državna sredstva pridobili, čeprav morajo tudi občine pravzaprav kar precej teh sredstev pač zagotavljati. Dinamika je taka, to se pravi leto 2012 občina okrog 330,000 evrov, nekaj več, leto 2013 in nekaj manj 2014. Tako da jaz upam, da malce sicer mogoče zdaj kasnimo, približno 3 tedne, ampak jaz upam, da bomo torej 3 tedne kasnimo na čistilni napravi, medtem ko smo pa malo pravzaprav prehitevamo na tem primarnem kolektorju, tako da če to oboje seštejemo, jaz mislim, da bomo uspešno pač počrpali to dinamiko evropskih sredstev, ki je tukaj s tem investicijskim programom pravzaprav predvidena. Trenutno imamo zgrajenega približno 1300 metrov tega primarnega kolektorja, dela v glavnem potekajo ob Kovaški cesti. Dobavljeno imamo tudi že pravzaprav material za stranske kanale. Na čistilni napravi pa smo začeli pravzaprav z izgradnjo dovozne ceste in pa z izkopom gradbene jame. Izvaja se tudi izgradnja komunalnih priključkov, vodovoda, elektrike in tako naprej. Nabavljena je tudi že strojna oprema določena, tako da pravzaprav bo to verjetno, če bo še malo lepega vremena, dobra podlaga za torej dela drugo leto. Kar se tiče zdaj namenov pa ciljev projekta, ne bom to na dolgo in široko razlagal, to sem po domače pravzaprav že razložil. Mogoče še pričetek projekta, sam v ožjem smislu smo ta projekt pravzaprav pričeli izvajati v maju 2008. No, tu sem pa želel še poudariti tisto, kar sem rekel, da smo dejansko pripravljeni na čistilno napravo in primarni kolektor. Tole je prvi strukturni projekt, ki je bil podlaga pravzaprav predpriprava za ta kohezijski projekt. Tole je drug projekt, kanalizacija Nova Dobrova 1. Tole je tretji projekt, kanalizacija Nova Dobrova 2. Ta projekt smo tudi že v preteklosti uspešno zaključili. In pa četrti projekt, to je kanalizacija Nova Dobrova 2, ki smo ga pravzaprav tudi končali. Vsi ti projekti znašajo okrog tam 4,5 milijone evrov in seveda v sklopu s to čistilno napravo bo to pravzaprav okrog 10 milijonov evrov. In pravzaprav je to verjetno eden največjih projektov v zgodovini pač Zreške občine in pa največji prispevek tudi k ohranjanju pač okolja na tem prostoru Dravinjske subregije. Plani za prihodnost mogoče še, ker je priložnost, seveda mi bomo s tem pravzaprav en velik del Zreč pač obdelali. Ostajajo nam še določene manjše kanalizacije tukaj na vzhodu in pa seveda na jugu. Najprej bo treba priklopiti vseh teh 95% populacijske sposobnosti teh aglomeracije Zreče. Kasneje se bomo pa lotevali seveda tudi ostalih naselij, torej ne samo Dobrovl, ampak tudi Stranic, Gorenja. Na Pisotu pa lahko prebivalke in pa prebivalci vidijo pravzaprav, kje bo urejeno tudi centralno čiščenje, kje pa pravzaprav bojo potrebne, torej prostorski informacijski sistem občine že opredeljuje skupne čistilne naprave in pa kaže, kje bodo pravzaprav morali prebivalci poskrbeti z individualnimi pač čistilnimi napravami. Mogoče na koncu, da še povemo to, da si trudimo v občinah za novo finančno perspektivo. V sklopu tega porečja Dravinje nekako poskušamo, da bi začeli s projektom finančne perspektive 2014 do 2020.
Za ostale aglomeracije, torej, ki se ne tičejo Konjic in pa teh glavnih mest Zreč, ampak tudi za manjše kraje, in poskušamo, da bi podobno, kot smo uspeli zdaj zaenkrat s tem projektom v Bistrici, Konjicah, Zrečah, pa tudi širše, da bi uspeli pravzaprav udejaniti en širši projekt manjših čistilnih naprav tudi za ostala naselja v porečju, pač Dravinje. To bi mogoče bilo z moje strani vse. Najmanj sem povedal pravzaprav o tehnologiji čiščenja ali pa o sistemu, pa mogoče če 2-3 minute, Gregor in pa Darko, vidva sta tukaj, mogoče še sama tehnologija in način čiščenja. Zdaj, če koga to zanima tu v teh vrstah, jaz lahko sam povem pač za Zreško, da pač ni klasična SBR, ampak je tehnologija MBVR, pač s poudarkom na posebnih nosilcih, ki še v Sloveniji niso toliko uporabljani. Gre za visoko razmogljive japonske, trenutno je pač malo zaščitene še samo japonske, in da tudi v Evropi že nastajajo proizvodnje. Bomo rekel samo, bistvena razlika med klasiko pa tem pa je, da ti nosilci pač delujejo v enem bazenu, kjer zmorejo bistveno več blata odpraviti, se pravi, na koncu zelo malo ali pa skoraj nič več blata nastaja. Mi smo si to tudi pogledali pred časom na Japonskem in tam 12 let niso blata peljali in mislim, da tudi v budučnosti ali pa v naslednjih letih bo to bistven element postal. Tudi zdaj že čistilne, ki odvažajo blato, se soočajo z problemom večjega stroška, ki pa misli še naprej narašča. Drugač drugih nekih bistvenih razlik ni. Mogoče še ta zanimiva, kot je župan Konjic povedal, da se zunaj že soočajo z rekonstrukcijami oziroma že popravljajo čistilne. Pri tej tehnologiji je možno, da se pri povečanju kapacitete samo dodajo ti nosilci. Večin pri klasiki je potrebno vse povečevati, vključno s tem zadnjem delu. Hvala. Sedaj pa novinarji, če še imate nekakšno vprašanje. Bože, jaz sem gospoda Briška, kar se tiče poteka gradnje v Slovenskih Konjicah, gre vse po planu, glede na to, da je pravo del skupine nivo, da ima nekaj težav. Moram povedati tako, da mi pravzaprav, tudi če jih skupina Radovk ima kakšne težave, mi jih ne čutimo. Delati potekajo v skladu s terminskim planom in tu ni nobenih drugih težav, kot mogoče samo to, da pa občasno prihaja do tega, da je treba več podizvajalcev nominirati direktno. To je vse.